Ta ideja pa je v bistvu in-kam turizem na malo višjem nivoju. Naša ciljna publika je v bistvu arabski svet in sicer bi mi pakete prodajali agencijam in te agencije bi potem tržili, pošiljali končne uporabnike nam. Posebni pa smo v tem, da bi v bistvu imeli osebni pristop, ker za arabski svet je to zelo pomembno, ta osebni neki medsebojni odnos, da čutijo to navezanost kot neki način prijateljstva. Tako da bi od letališča do letališča ga mi prevzeli in bi imeli eno osebo, ki bi jih vodil skozi celotno potovanje. Mi smo skupina dijakov pod tem podjetjem Ustvarjalnikom, ki ima podjetniške krožke na srednjih šolah po vsej Sloveniji. Mi smo že pol leta razvijali par idej in potem smo si izbrali to idejo in šli na tekmovanje od Ustvarjalnika pred enim mesecem, kjer smo zmagali. To nam je dalo neko inicijativo, da se prijavimo dalje na taka tekmovanja in danes smo prišli sem, da razvijemo dalje ta svoj prototip in idejo, ker še veliko stvari, ki tudi nam niso jasne, tudi mi hočemo izboljšati čim bolj ta produkt. To je začetna ideja enega dijaka, Luka Miletič mu je ime, ki ima osebno izkušnjo za svojo babico, ki pozablja zdravila. Tako kot vemo, veliko dobrih idej pride iz takih osebnih izkušenj in tudi ta je potem prišla iz osebne izkušnje. Tako ima pacient v pravem času pri roki škatlico in možnosti, da pozabi svoje zdravilo skoraj več ni. Naša ciljna grupa se deli na dve veji. Eno je ciljna grupa tistih, ki bojo kupili to. To so svojci teh uporabnikov. Druga skupina pa so uporabniki, torej ti starejši. Se pravi, mi ciljamo na to, da je svojcem dovolj stalo do svojih sorodnikov, starejših sorodnikov, da bojo oni za njih kupili te naprave in oni nastavili te naprave. Zdaj, splošno znane statistike so, da pri startupih 9 od 10 propade. Če pogledamo statistiko, ki imamo pri nas v inkubatorju od 60 podjetij, ki smo pomagali začeti in ustanoviti, še vedno deluje 55, kar pomeni, da je pač tukaj precej višja stopna preživetja. Zdaj, logično pa je, da so to startup podjetja so zelo krhka na začetku, zaradi znanja, zaradi ekipe, se pravi zaradi tudi finančnih sredstev, ki jih ni na voljo. Zato pač taka statistika, kot je. Seveda se pa vsi trudimo, da ravno preko takih dogodkov, preko drugih delavnic, usposabljanj, kjer dajemo mladim podjetnikom neko dodatno znanje, ki ga potrebujejo, da bi seveda ta stopna preživetja bila čim boljša.